Bratje in sestre, vsi smo ubogi grešniki, potrebni Božjega usmiljenja, ki ima moč, da nas spremeni in nam povrne upanje, in to vsak dan. Tako je zatrdil papež Frančišek med današnjo redno avdienco v avli Pavla VI. Naslov njegove tokratne kateheze je bil Božje odpuščanje, gibalo upanja. Izhodišče pa so bile besede iz Lukovega evangelija. In obrnil se je k ženi in rekel Simonu: Vidiš to ženo? Vstopil sem v tvojo hišo, vode za noge mi nisi dal, ta pa mi je s solzami zmočila noge in jih obrisala s svojimi lasmi. Zato ti povem, odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila. Komur pa se malo odpusti, malo ljubi. Njej pa je rekel: odpuščeni so tvoji grehi. Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli pri sebi govoriti: kdo je ta, ki celo grehe odpušča? On pa je rekel ženi: tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru. V skladu z miselnostjo časa je morala biti jasna ločitev med svetnikom in grešnikom, med čistim in nečistim. Toda Jezusova drža je bila drugačna. Vse od začetka svojega poslanstva v Galileji je bil blizu gobavcem, obsedencem, vsem bolnim in odrinjenim. To vrstno vedenje vsekakor ni bilo običajno in dejansko je ta Jezusova naklonjenost do izključenih, do nedotakljivih, ena od stvari, ki njegove sodobnike najbolj zmoti. Jezus prevzame skrb za osebo, ki trpi, tisto trpljenje postane njegovo. Jezus ne uči, da je potrebno stanje bolečine prenašati z junaštvom, na način stoičnih filozofov. Jezus sočustvuje s človeško bolečino. Kadar se sreča z njo, iz njegove notranjosti pride na plan tista drža, ki zaznamuje krščanstvo, usmiljenje.